Lepo pozdravljeni, Bog z vami. Spet je 14 dni za nami in v času, ko se nismo videli, je naše nebeško sonce doseglo svoj vrh. Kot pravijo astronomi, je bilo to 21. junija. Stara ljudska in krščanska izročila pa pravijo takole: ob kresi se dan obesi. In to naj bi bilo 24. junija, na praznik svetega Janeza Krstnika. Spoznanje, da je sonce doseglo svoj višek in da dan pričenja slabeti, je naše prednike navdajalo s tesnobo in strahom za obstoj. V svojem preprostem mišljenju pa so menili, da z raznimi magičnimi sredstvi lahko soncu ohranijo moč, kar pa so ponazorili z ognjem. Sonce so slavili po Božje, zato je moralo prej ali slej dobiti svojo človeško podobo. Pred mnogimi leti je bilo sončno božanstvo. Stari Slovani so ga slavili kot svetovita. Pozneje je bil to zlatolasi in zlatoroki sin nebeškega vladarja. Pri Slovencih je bil uveljavljen kresnik. In ker vedno vsakdo doda nekaj svojega, je krščanstvo na njegovo mesto postavilo Janeza Krstnika. In večer pred njegovim dnem se pričenjajo dnevi kresovanja. Nemara pa je Janez Krstnik tudi edini svetnik, kateremu cerkev obhaja spomin rojstnega dne. Samo ime pa se je pri Slovencih tako priljubilo, da je postalo najbolj razširjeno osebno ime. In da ne omenim naših južnih sosedov, ki so nas v času služenja vojske kar vse imenovali za slovenske Janeze. To ime pa je prisotno tudi v mnogih slovenskih ljudskih pesmih. In če še nekoliko pogledamo v čas življenja svetega Janeza Krstnika. Bil je to sin duhovnika Caharije in njegove žene Elizabete, ki je bila po evangelskem poročilu nerodovitna, a je kljub temu v svoji starosti spočela sina Janeza. Ko je leta odrasel, je odšel v puščavo oznanjati pokoro in krščevati ljudi. Zaradi oznanjanja prihoda novega kralja ali mesije ga je dal takratni kralj Herod Antip zapreti, na prigovarjanje svoje priležnice Herodijade pa celo obglaviti. Živimo po času velikih sprememb življenja na zemlji in počasi lahko ugotavljamo, da se prebujajo spet stare šege in navade. Spomini na stare čase spet oživljajo in Bog daj, da bi v naše vsakdanje življenje spet posegla umirjena duhovnost. Pri tem so nam priskočili na pomoč skavti, ki se letos širom po Sloveniji spet formirajo v posamezne skavtske organizacije. Pred nedavnim so svojočasno za obljubo dali skavti iz Kamnika. Sledili so jim mladi skavti iz Komende. Zdaj se na ta trenutek pripravljajo tudi v Stranjah. Slednje sem skupaj s Kamničani posnel na kresni večer. Nocoj je tukaj v Stranjah na tako imenovanem Špančevem hribu ali Špančevi rebri, nekoliko drugače kot vsak večer v našem kraju. Kaj je pravzaprav povod za nocojšen živ Špančev hrib? Tukaj imam sogovornika, ki se bo kar sam predstavil. Ja, jaz sem Daniel Bezek. Sem v bistvu tisti, ki je nekako spravil skupino skavtov ponovno v Kamniku v življenje. In ta kres so pripravili skavti. Jutri, 24. junija, je rojstni dan Janeza Krstnika.
In ta kres je v bistvu nekako praznovanje tega praznika. Je prastar običaj, ki je tudi v povezavi z astronomskimi dogodki. 21. junija je bila najkrajša noč in najdaljši dan. No in najbližji cerkveni praznik je ravno rojstvo Janeza Krstnika ali tako imenovano kresovanje. No, kot sem rekel, so ta kres pripravili skavti. Skavti delujejo v Kamniku že drugo leto. Drugače pa so v Sloveniji skavti ponovno uradno zaživeli pred 3 leti. Prej pa zaradi političnih in drugih razmer niso smeli delovati. Letos mineva nekako 70 let od tistega dne, ko so bili v stari Jugoslaviji ustanovljeni skavti v Ljubljani. Že zelo zgodaj, leta 26, so bili ustanovljeni skavti tudi v Kamniku in pod njihov stek so spadali tudi domžalski skavti. Seveda, skavti so prenehali s svojim delovanjem leta 41, ko so prišli Nemci, ker pač Nemci so skavtizem preganjali, ker skavti imajo v svoji obljubi notri tudi zvestobo domovini. In tako so skavti takrat svoje imetje dali Rdečemu križu, uničili svoje arhive in nekako prenehali z delovanjem. No, po vojni pa se zaradi ideoloških stvari niso smeli več obnoviti. No, z demokratizacijo in z drugimi procesi, ki so se začeli v Sloveniji, so bile dane možnosti, da so skavti ponovno začeli s svojim delovanjem. In bodo skavti tekom leta še popestrili določene dneve, ali se bodo take stvari dogajale samo v času cerkvenih praznikov, ali bodo to tudi dejavnosti, ki bodo potekale v času državnih praznikov? Ja, to je že ena posrečena kombinacija, ne? Ker v bistvu smo tudi pred pragom državnega praznika in tako, da je ta stvar nekako v kombinaciji in se, bi rekel, posrečeno med seboj dopolnjuje in ujema. Seveda so še drugi prazniki v letu, mi smo pač katoliški skavti in nekako so nam v ospredju predvsem ti prazniki, ki so pa nekako tudi zapisani v ljudskem izročilu. Tako recimo zelo velik praznik, ki ga mi praznujemo, je Jurjevo. Potem oktobra meseca je sveti Frančišek, ne? Že nekako po tradiciji, torej še iz predvojnih časov, pa so skavti pripravljali že v tistem času miklavževanje. In tudi odkar se v Kamniku spet miklavževanje odvija v dvorani, ga že od samega začetka nekako torej sodelujejo pri njegovi organizaciji in izvedbi skavti, ne? Tako da ohranjamo v bistvu tradicijo, ki jo poznamo iz predvojnega časa, ne? In jo nekako razvijamo še naprej, ne? Seveda pa iščemo svoje nove oblike, prilagojene času in pa razmeram. Seveda praznujemo recimo tudi zelo živahno, recimo Silvestrovo, ne, kakorkoli, včasih v naravi, včasih gremo na kakšen rut, to je v bistvu več dni hoje iz kraja v kraj in tako nekako pač razvijamo vsa tista načela, ki jih je naš ustanovitelj Baden-Powell že na samem začetku postavil kot smoter in cilj te vzgojne poti, ki se imenuje skavtizem. Pa je skavtizem samostojna organizacija ali je mogoče tukaj kakšna povezava s kakšno od naših sedanjih strank? Ja, torej skavtska organizacija v bistvu povezuje skoraj bi lahko rekli vse države po svetu, kjer pač delujejo skavti. Pri nas vemo,
da so bili po letu 50 ustanovljeni taborniki oziroma taborniška organizacija. Moramo povedati tudi tako, da so pri ustanovitvi tabornikov sodelovali mnogi skavti, ki niso gledali toliko na ideološko plat, ampak so pač videli v življenju v naravi primerno vzgojno pot za mlade in zato pač niso gledali toliko na te stvari in so sodelovali pri ustanovitvi tabornikov. No, danes so tudi taborniška organizacija je postala dosti samostojna, popravili smo svoj statut in pač danes so resni pogovori o tem, da bi zaživela konfederacija skavtsko-taborniške organizacije, tako da bi imeli skupno skrovno streho. Ovreč moramo vse tisto, kar nas je mogoče včasih razdvajalo in iskati tisto, kar je skupno. Skupno pa je pač življenje v naravi, krepitev telesnih, duševnih in duhovnih sposobnosti, zvestoba domovini in pa izpolnjevanje skavtskih zakonov in pa seveda življenje po skavtski obljubi. Seveda, mi smo konfesionalni katoliški skavti in seveda to dopolnimo še z eno stvarjo, torej tudi zvestoba Bogu. Samo tudi drugod po svetu imamo konfesionalne skavte, torej skavte, ki pripadajo določeni religiji, imamo interkonfesionalne skavte, torej kjer se pač mešajo fantje in dekleta različnih religij in imamo tudi nekonfesionalne skavte. Vsi pa priznavajo pač nekje in se trudijo, da bi razvijali svoje telesne, duševne in pa duhovne sposobnosti. Ja, lepa hvala za te besede, seveda željo, da bi življenje naših skavtov slovenskih prineslo tudi nekaj novega upanja vsem ostalim Slovencem. Ja, hvala. To je bil le eden izmed kresov, ki so zagoreli po Sloveniji. Nekdaj so jih zažigali vse tja do svetega Petra in Pavla in ta poslednji je bil vedno največji. Z zažiganjem kresov so naši predniki namreč menili, da jim vsi ti kresovi prinašajo dobro in bogato letino. In kakor si kmet želi dobre letine, tako si tudi cerkev vsako leto želi čim več božjega pridelka. K temu prištevamo tudi mlade bogoslovce, ki so letos zaključili svoje šolanje in bodo postali novomašniki. In prav na god svetega Petra in Pavla jih škofje 3 slovenskih škofij posvetijo v nove služabnike cerkve. Danes je ta isti dan svetega Petra imenovan. Srečen bodeš ti, kristjan, če častiš ga noč in dan. Vsa oblast je njemu dana, da je greha moč pregnana. Dan mu je od vrat nebeških ključ, da nas pripelje v večno luč. Ti novomašniki pričenjajo svojo služabniško pot kot kaplani po raznih župnijah. Mnogim pa škofje odobrijo tudi nadaljnje šolanje. In gotovo bi zanimalo koga izmed vas, kakšna je pot mladeniča,
ki se po končani osnovni šoli odloči, da bo postal duhovnik. Čisto na kratko. Najprej si mora pridobiti osnovno srednješolsko znanje, ob katerem seveda ne manjkajo tudi ure verouka. Tako se mora vpisati na gimnaziji v Želimljem ali v Vipavi. Obe sta nedržavni ustanovi, vsaj do danes. Letos sta obe gimnaziji v svoje vrste sprejeli tudi dekleta. Obe pa imata za naslednje leto že dovolj vpisanih kandidatov. Po končani gimnaziji se kandidati še enkrat odločijo glede nadaljnjega šolanja. Tisti, ki imajo še vedno za svoj cilj služenje Kristusu in cerkvi, nadaljujejo študij na teološki fakulteti. Prav te dni pa je svoje šolanje zaključil tudi bodoči novomašnik iz naše dekanije, Pavel Pibernik. V prvih dneh julija, ki so tik pred nami, pa bo novo mašo po Sloveniji zapelo 30 novomašnikov. Zaželimo jim, da bi postali resnični pričevalci Kristusovega evangelija. In naj vam po dolgem času spet zastavim vprašanje, drage gledalke in spoštovani gledalci, ki pa se tokrat nanaša na Janeza Krstnika. Bil je Jezusov bratranec. Vprašanje pa se glasi: koliko mlajši je bil Jezus od svojega bratranca svetega Janeza Krstnika? Ponavljam vprašanje: koliko mlajši je bil Jezus od svojega bratranca svetega Janeza Krstnika? Odgovore pošljite na KTV Impuls, Maistrova 16, pošta Kamnik, za oddajo Domača cerkev. Ostane pa mi še pravi počitniški pozdrav vsem šolarkam in šolarjem, študentkam in študentom in ne nazadnje tudi vsem vam, da si privoščite v teh časih, čeprav skromen, toda zaslužen počitek. Pa z Bogom.